Lepo pozdravljeni. Danes v naši knjižnici pozdravljamo magistra Martina Lisca, ki prihaja iz Inštituta Stopinje, in ta pogovor snemamo po našem psihološkem večeru, prvem v tej sezoni, in prvi gost je z nami. Govorili smo o psihološki trdnosti in še o marsičem. Ampak ravno to, kako najti notranje ravnovesje v tistih težkih trenutkih, ki doletijo vsakega izmed nas. O tem vas želim danes nekaj vprašati. Ja, res je, cel večer smo razmišljali skupaj s krasnimi poslušalci. Kar veliko se nas je zbralo ta večer, res torej o tej notranji trdnosti oziroma kako ohranjati ravnovesje v težkih trenutkih ali pa v zahtevnih obdobjih našega življenja. Pravzaprav je to ena od tem, s katero se srečuje vsak izmed nas, pač v različnih obdobjih življenja, v nekaterih bolj, v drugih manj, ampak seveda nekaj, kar nas doleti, nekaj, kjer življenje od nas zahteva neke odgovore. Zdaj, seveda eno tisto temeljno vprašanje je, kaj nam daje trdnost v zahtevnih trenutkih življenja. Ko smo razmišljali tudi na ta večer, smo najprej poudarili, da je zelo pomembno vprašati se, s čim osmišljamo svoje življenje. Smisel je pravzaprav tisto najgloblje motivacijsko sredstvo, in če tudi predvsem v težkih trenutkih odkrijemo neke smiselne možnosti, potem nam seveda to omogoča, da se lažje soočamo s zahtevnimi situacijami, ki nam jih na pot prinaša naše življenje. Mogoče bi poudaril par stvari. Jaz sem predvsem govoril nocoj o tej duhovni dimenziji človekovega bitja, o tej specifično človeški dimenziji, kakor jo imenuje utemeljitelj logoterapije Viktor Frankl. In tukaj sem omenil oziroma skupaj s poslušalci oziroma z udeleženci delil par misli. In sicer prva tako pomembno področje se mi zdi, ali pa pomemben način, kako se soočati s težkimi življenjskimi situacijami in kako ohraniti življenjsko ravnovesje, je, da nekako uravnotežimo življenje in da v težkih življenjskih situacijah ne pustimo, da nas tista občutja tistega trenutka preplavijo, ampak da se nekako potrudimo ali pa najdemo nek način, da vidimo celoto našega življenja. Tukaj sem omenil eno od metod, ki jih priporoča Viktor Frankl. Govorimo o zavestni, o namerni nepozornosti. Skratka, da ne dajemo poudarka samo tistemu, kar je težko v našem življenju, ampak da se ozremo tudi na drugo. Pri tem nam seveda zelo pomaga razvijanje hvaležnosti. Danes živimo v nekem času, v nekem obdobju, ko se nam zdi, pa tudi otroke velikokrat tako vzgajamo, kar k neki samoumevnosti, da imamo do vsega pravico, da nam vse pripada, da je pravzaprav vse samoumevno. In seveda zdaj, če živimo v nekem tem prepričanju, potem ni prostora za hvaležnost. Hvaležnost nam pa pravzaprav omogoča, da vidimo tisto barvitost življenja, da vidimo vse tisto, kar nam je zastonj darovano, in v življenju vsakega izmed nas je mnogo tega. In seveda, ko pridemo v neke težke življenjske trenutke, ko imamo občutek, da se je življenje zelo zožilo, res samo na bolečino, na stisko, na trpljenje, takrat nam prav ta vaja o hvaležnosti pomaga, da ohranjamo neko to širšo perspektivo življenja. Zelo pomembno se mi zdi v tem kontekstu razvijati seveda tudi nek ta občutek prazaupanja, tega globokega zaupanja, da se na koncu nekako vse poravna tako, kakor se mora poravnati. Elizabeth Lucas je napisala eno krasno knjigo, ki jo priporočam tudi v branje. Naslov je Vse se uglasi in izpolni, in v tej knjigi je veliko takih drobnih nasvetov, kako se soočati ne samo s trpljenjem, ampak tudi z odhajanjem, z minljivostjo, z ranljivostjo in z vsemi oblikami krhkosti našega življenja. In morda je ravno to
povabilo, pridite v knjižnico, izberite si knjige, tudi te nam pomagajo. In srečevanja in krepitev socialnih stikov, tudi to je pomembno. Tudi to je zelo pomembno. In ja, mogoče bi na tem mestu povabil, glede na to, da smo v tej krasni knjižnici, res, da če še niste prebirali logoterapevtske literature, torej Viktorja Frankla, Elizabeth Lucas, verjetno imate vse te knjige na zalogi, tako da res toplo vabljeni, da se srečate s temi teksti. Prihaja jesen, mogoče bo tudi nekoliko več priložnosti za to, in da tudi na ta način, s pomočjo teh knjig, teh misli, teh velikih mislecev, o življenju, o svetu, o doživljanju, o osebnem razvoju, da tudi skozi to prizmo nekoliko motrimo svoje življenje in v sebi odkrivamo tiste silnice lepega, dobrega, tiste silnice veselja do življenja, tistega lepega, kar verjamem, da na koncu vedno zmaga in prevlada. Hvala lepa in vabljeni v našo družbo. Hvala tudi vam.